če verujemo. To je namreč naslov teh naših razmišljanj. In danes, glede na to, da je naslov nocojšnjega razmišljanja Razum in vera, si predstavljam ali pa upam, da bomo mogoče malenkost bliže temu odgovoru. Kakorkoli, lepa dobrodošlica vsem. Posebej pa želim pozdraviti gospoda Stanka Lipovška, celjskega škofa, gospoda nadškofa Turnška, ki je tukaj z duhovniki celjske dekanije, ki so tudi danes tukaj in imajo duhovne vaje kot priprava na celjski misijon. Vsem skupaj lep dober večer. Gospod Stres, vam pa kar predajam besedo. Hvala lepa za te pozdravne besede. Tudi jaz sem skupaj želim dobro večer. Lepo pozdravljam. In gremo kar k delu, se pravi k predavanju in premišljavanju o tem, kakšen je odnos med razumom in vero. Če mogoče čisto kratko malo povežem s tem, kar smo govorili pred 14 dnevi, si potem bom dal mir do drugega leta, potem se ne vidimo več do konca januarja. Zdaj še potrpite. Zadnjič smo malo bolj tako na široko govorili o filozofiji, o tem, kako je nastala, kako se je pravzaprav tudi malo razvijala, sicer ne bi šli v podrobnosti, predvsem pa potem o tem, kako je prišlo do tega, kar danes imenujemo sekularizacija in kar tako globoko doživljamo, in pri čemer je ta intelektualni razvoj, ta razvoj mišljenja v zahodni kulturi, predvsem v evropski, imel odločilno vlogo. Mislim, da treba enostavno razumeti svoj čas. Da to, kar nas zadeva, to, kar doživljamo, da tega enostavno ne prenašamo tako pasivno, ne zapravi pač to je, Bog pomaga, zakaj je, ampak da skušamo razumeti. In potem človek to lažje prenaša, pa tudi predvsem bolj, kako rečemo, pametno na to reagira. Če pa nekateri stvari ne razumemo ozadja, zakaj je do tega prišlo, potem nam je to še dvakrat težje breme, če gre za kakšno neprijetno stvar. To je smisel tega, da razumemo. Razumeti, Bog nam je dal razum in je treba stvari razumeti, tako kakor to zadeva tudi vero. Danes živimo v nekem času, v nekem okolju tudi, kjer so včasih taka mnenja, češ, kaj pa je treba preveč razmišljati, dajmo se kar predati doživetjem, pa nam bo lepo, pa toplo pri srcu, pa se bomo lepo počutili, pa bomo lepo zapeli, pa nam bo vsem lepo in bo pošli se iztešči domov. Ta lepa doživetja so seveda zelo dragocena, vendar se človek ne more in ne sme odpovedati temu velikemu daru, ki ga ima, da ima razum. In če nam je Bog dal razum, nam je dal ta razum tudi zato, ne da bi težje verovali, ampak da bi lažje verovali. Čeprav vera pa razum je samo in isto, jasno da ni. Ampak ni pa brez zveze in o tem želim nocoj skupaj z vami razmišljati. Vera, ki išče razumnost, to je en izrek svetega Anselma, ki je bil tam v 11. stoletju dejansko začetnik srednjeveške filozofije in srednjeveške teologije. Se pravi, vera, ki se ne zadovolji samo s tem, da veruje, ampak skuša razumeti, kaj veruje in čemu veruje in zakaj veruje. To je dejansko teologija, ki skuša vero razumeti, ampak vsaka religija ima neko teologijo. Se pravi, človek, ki veruje, ne more nikoli biti kar tako verovati, kar na suho, na slepo, ampak vedno z nekim razumevanjem, pa če tudi je že tako preprosto, ampak neko razumevanje je. Kot se spomnim, pred leti že
je išla ena knjiga Vira ni krik. Krik je nekaj iracionalnega. Zakričimo takrat, ko nas boli, ali pa takrat, ko smo zelo veseli, ali pa ko smo zelo žalostni, ali pa zelo jezni. Skratka, krik je izraz nekega močnega čustva. Vira pa ni krik. Vira je tudi razumevanje. In to je ta namen. Če ste kdaj brali knjigo Uvod v krščanstvo od takrat še profesorja Jožeta Ratzingerja, zelo dobra knjiga, zelo temeljita knjiga, prevedena v vse svetovne jezike, tam zelo močno poudarja tudi to in omenja oziroma opozarja na to novost, ki jo je prineslo krščanstvo v rimski ali pa grški svet. V Rimu je bila religija obvezni običaj, del državnega protokola. Poganske religije, mitologije niso imele teologije. Ni bilo teologije. Ljudje so sicer verovali, so imeli razne te pripovedi, ki so jih mite, ki so jih pripovedovali, ampak da bi skušali potem to razumsko obdelati, kaj to pomeni, kaj to drži, ali ne drži, ali je to bilo res, ali ni bilo res, in koliko je res, o tem se pogani niso spraševali, oziroma niso imeli teologije, če pa so se spraševali, so pa postali filozofi. Niso imeli teologije. Religija je pa bila seveda obvezna za vse, ker je to bil nek običaj, ki je držal državo skupaj. Recimo, če rečemo običaj, mislim, recimo, tudi mi poznamo take običaje, ki so zgolj običaji, ki nimajo nobenega, čeprav se nanašajo na neko resnico, ampak dejansko ljudje, ki tisto prakticirajo, na tisto resnico sploh ne pomislijo. Tipičen primer za to je blagoslov velikonočnih jedil. Vi veste, da so cerkve najbolj polne na Veliko soboto, takrat, ko blagoslavljamo velikonočne jedila. In takrat pride vse živo, prinese k žegnu, kot rečemo, ki jih ni nikoli v cerkev, nikoli jih, tudi na drugo jutro na stojansko procesijo jih ne bo, ki je 100-krat bolj pomembna kot pa blagoslov jedil, ampak šunka je dobra, pa spomin na domače velikonočno v mladih letih, pa vsi imajo in tako naprej. Lep običaj, ki ga vsi prakticirajo, malo kdo, ki ne bo, jaz smo nesli žegno, za časih duhovnega pa škofu pohvalijo, češ kako so verni, ker so nesli žegno. To je tipičen primer nekega običaja, ki je zgolj običaj, ki je sicer izvirno povezan z veliko nočjo, ampak tista zveza je že zdavnaj izginila iz zavesti ljudi, običaj pa je ostal, ker je lep, ker je prijeten, ker je praktičen, ne se pravi, ker je dobro jesti velikonočno šunko, ker smo veliko lepih spominov in tako naprej. Skratka, po tej plati je to lepo, vsebina tega, kaj pa to dejansko pomeni, to pa ni več važno. To je tipičen primer, pa zbog še našteval še kakšne take zelo popularne nekatere pobožnosti, da bom omenjal, da ne bom koga kaj prizadeval, razne žegni, ko jih imamo, zdaj da za Martinovo bo nekaj podobnega in tako naprej. To so take, ki so sicer vezani na vero, so nekoč imeli zelo poglobljeno versko povezavo, to se je zgubilo, ostalo je pa samo površje. Ostala je samo površina, ampak postane še naprej. In mislim, nekaj podobnega je bila v Rimu državna religija, ki so jo pospeševali in je to bil del državniških dolžnosti. Udeleževati se tistih slovesnosti, ki jih je predpisovala država, zato da je krepila svojo povezovalno moč.
Mimo glede tem ne bom veliko. Čaščenje cesarja, rimskega cesarja, kar je bilo eden izmed velikih povodov za preganjanje kristjanov, se je začelo šele na 1. stoletju po Kristusu, tam okrog leta obvezno. In to ne, ker bi cesarji to zahtevali, ampak so ljudje zahtevali. In ta pametni cesarji so to celo odklanjali, pa so stežko dovoljevali. Navada je prišla iz Male Azije, pa ne bom povedal, mislim, da bi nas to pripeljalo daleč, to zgodovinsko ozadje, ampak je zanimivo, ne si mislimo, da so češčenje cesarja zahtevali cesarje, ni res. Veliki cesarji, kot je Trajan, pa Hadrian, pa Tiberij, se pravi, ki so živeli v svojem času in po njem, August, niso imeli to radi. Potem je prišel po leta 96 prismukten cesar Domicijan, ni bil že tudi pravi, ki pa je to ukazal in zahteval, in takrat se je potem šele začelo preganjanje kristjanov po celem cesarstvu. Prej so bila preganjanja kristjanov, pa tako bolj lokalno. Domicijan je potem ukazal, ker so pač kristjani, jasno to zavrnili, čaščenje cesarja, no se potem ni dobro vladal, ampak skratka, šele takrat so častili cesarja, pa tudi to je bilo mišljeno zato, da bi držalo skupaj neka uradna ideologija, ki naj pomaga, da bodo ljudje bolj navdušeni pristaši cesarstva in bodo vztrajali pač kot dobri državljani, kar je bila vedno želja vsake vlade. Se pravi, ta vera, ki išče svoj razum, tega ni poznalo poganstvo. Je pa to začelo krščanstvo. Kajti Jezus, kot pravi Ratzinger v tisti knjigi, Benedikt 16. govori o krščanstvu, Jezus ni običaj, on je pa zase trdo resnica. Jaz sem resnica, jaz sem pot, resnica in življenje. Človek se svojemu razumu ne more odpovedati. No in tako je potem na osnovi tega, nekaj stoletij pozneje, na začetku srednjega veka, nastala teologija kot sistematično razmišljanje o vsebini krščanske vere. Da bi razum, ki ga je gojila filozofija, in pa vera bila usklajena. Ne more biti med njima razdora ali razkola. Človek je enovito bitje in to, kar misli, to, kar razume in to, kar veruje, mora biti usklajeno, če tudi ni eno in isto. Se pravi, vera, ki hoče razumeti samo sebe, svoj razumski temelj, to je nekaj, kar je prineslo v zahodni svet krščanstvo. Že od 3. stoletja naprej je krščanska vera stopila v dialog s pogansko filozofijo. So bili tam leta 160, 200, nekateri, ko jih poznamo, Tertulija, ki je trdil, verujem, ker je absurdno, credo quia absurdo. Ampak ta linija, ki bi poudarjala popoln razkorak med razumnostjo in pa verovanjem krščanskim, ta linija ni prevladala. Ampak je prevladala linija, ki se je začela v Aleksandriji. Kajti Aleksandrija, kot veste, je bila intelektualno središče za Atenami. Tam je bila tudi tista ogromna knjižnica, pa tudi nimam časa, da bom nekaj povedal, ki je potem pozneje požgali, ki je imela nekoliko 1000 zvitkov. In če je kakšen kralj ali pa kakšen cesar hotel komu drugemu kaj pokloniti, mu je poklonil en prepis kakšnega znamenitega rokopisa iz te knjižnice. Tako so se takrat kralji drug drugega obdarovali.
danes tega ne delajo, danes si darujejo kakšnega BMW-ja, pa kakšne žirafe, pa kakšne slone. No, Aleksandrija v severnem Egiptu je bila takrat najbolj močno sledišče in tam je bil Klemen Aleksandrijski, tam je bil Origen in drugi znameniti cerkveni očetje, ki so že stopili v stik s pogansko filozofijo, z njimi debatirali, a pa dejansko je že sveti Pavel, ko je oznanjal na atenskem trgu vero, že stopal v stik, že se skliceval na poganske filozofe, na stoike in pa na epikurejce. Se pravi, vera krščansko je takoj stopilo v stik, v dialog, v razpravo z kulturo svojega časa, z razmišljanjem svojega časa, z znanostjo svojega časa, ker takrat še ni bilo razlike med filozofijo in znanostjo. Vsi filozofi so bili hkrati tudi matematiki, so bili tudi hkrati fiziki, so bili pač poznali astronomi. To je šlo vse skupaj in vse med seboj se je prepletalo, še ni bilo te specializacije, ki je značilna za današnji čas. In v tem času, torej, tako se je začela rojevati krščanska teologija, ki pa je potem dosegla nekako res svojo zrelo obdobje na začetku srednjega veka, ko scholastika išče, se pravi scholastična filozofija, išče skladje med vero in razumom. Scholastika, to beseda scholastika prihaja od beseda šola, to je isto kot šola, scholastika, izvorno pomeni, po grško schole pomeni brezdelje, ampak ne lenavljenje, temveč pomeni, imam čas za nekaj. Imam čas za nekaj, ker pač z izobraževanjem so se lahko ukvarjali samo svobodnjaki, samo tisti, ki si imel teba skrbeti za vse danje kruh zaslužne, to ni bilo. No in tako so nastale šole, oziroma scholastika se imenuje teologija, filozofija, ki se je gojila v teh šolah, ki so takrat nastajale. Samostane so imeli šole, potem kapitli, kanoniški so imeli šole ob stolnicah, to so bile katedralne šole in na ta način se je začel dialog med razumnostjo, se pravi med takratno filozofijo, ki so jo dejansko podedovali od starih Grkov in pa krščansko vero. Takrat začela nastajati univerze in tako se je rodila znanost. Začela se je rojevati znanost, ker je prišlo do spoštovanja človeškega razuma. Ljudje so se zavedali, da je razum velik privilegij, da je to velik dar, ki ga moramo nekako postati vredni in ga spoštovati. Mimogrede samo povedano, gotovo ste velikokrat slišali, brali, moče celo v šoli se učili o mračnem srednjem veku. Mračni srednji vek. To je danes znanstveno ovrženo. Ni bilo nobenega mračnega srednjega veka. To so si izmislili, kdo? Razsvetljenci. Se pravi, misleci 17. pa 18. stoletja. Zato, da so pač, mi smo razsvetljeni, oni so pa še v temi bili. Ampak mračnega srednji vek je bil, ni bil tako razvit kot pozneje, ampak tisto, kar so pozneje razsvetljenci v poznejših stoletjih močno poudarili, tega seveda niso nekako si sami izmislili, ampak so to pravzaprav že podedovali od svojih prednikov, se pravi ljudi, ki so razmišljali že veliko poprej, stoletja poprej. Kadarkoli nekdo nekaj novega pogrunta, nikoli tega ne pogrunta popolnoma iz nič.
vsaka generacija sicer navadno vidi dlje kot prejšnja, ampak vidi dlje zato, ker se je povzpela na ramena prejšnje. Če se jaz povzpnem na ramena nekoga, ki je bil pred menoj, vidim seveda dlje kot on, bolje kot on, ampak ne mimo njega, ravno po njegovi zaslugi, ker mi je pripravil, dal to možnost, da vidim bolje, ker mi je pripravil odskočno desko. No in srednji vek je torej začetek in velike ideje, ki so se potem pozneje še bolj poudarjale, jih srečujemo v Kali, že v srednjem veku, na vseh teh univerzah, ki so takrat nastajale, Bologna, Pariz, Salamanka in druge znamenite, ki se še danes ponašajo s tem, da so res starodavne. Torej, vera je vedno iskala svoje razumevanje. In nikoli ni bilo sprejeto, da je resnic lahko več resnic. To, kar se tudi danes tolikokrat pri nas govori, da je resnic več resnic. Resnica je lahko samo ena. Ampak to, veste, to ni nobena novejša pogruntacija o več resnicah. To so poznali že v srednjem veku. V Parizu je bil znan filozof Siger Brabantski, ki je Brabant, kako veste, ki je Brabant, to je tam, kjer je danes Bruselj, Brabant, to je bil Brabant, vojvodstvo Brabantsko. Ta je na eni fakulteti, na artistični fakulteti Univerze v Parizu v času Tomaža Akvinskega, se pravi v 13. stoletju, učil, da obstajata dve resnici. Ena za znanstvenike, za filozofe, ena pa za teologijo, za vero. Ampak ta nauk ni bil nikoli sprejet, ker je nemogoče, da bi človek lahko enkrat rekel, da so stvari take, drugič pa, da so drugačne in da bi oboje veljalo hkrati. Ni več resnic, čeprav se tudi pri nas ta slogan velikokrat pojavlja. Krščanstvo, predvsem katoliško vera, ni nikoli sprejela te teorije o večjih ali pa dveh resnicah, ampak bo je vedno nasprotovala, čeprav je ta ideja se že takrat pojavljala. Ampak se nikoli z njo ni sprijaznilo, ker enostavno, če bi to sprejeli, potem bi imel vsak človek lahko svojo resnico, če pa ima lahko človek svojo resnico, drugačno, potem pa resnice sploh ni. Resnica, če je ena, če ima pa vsak svojo, pa to ni resnica, to je kvečemo mnenje, to je kvečemo okus. Okuse imamo različne, ne? In o tem ne debatiramo. Eni imajo rajše modro barvo, drugi imajo rajše rdečo. Vsak pa po svoje prav, pa nema. Eden ima rajše kavo, drugi pije rajše čaj. O tem ne debatiramo. O okusih se ne debatira. Resnica pa ne more biti. A danes je to, ali ni? Ne moramo že jaz za enega je to, za druga pa modele. Resnica je vedno samo ena. Če je res resnica, drugače pa ni resnica, pa kvečemo domneva, kvečemo sanja, kvečemo domišljija, kakorkoli že, ne pa resnica. Zato je bilo krščanstvo stalno v dialogu s filozofijo in pozneje z znanostjo. V tem času še ni bilo razlike med filozofijo in znanostjo. Res stroga cepitev med filozofijo in znanostjo se pojavi šele v 15. 16. stoletju. Pa še takrat, recimo, nekaj veliki filozofi, kot je Leibniz, so bili tudi hkrati veliki znanstveniki, veliki matematiki, veliki astronomi, vse so obvladali. Danes je to seveda absolutno nemogoče. Če je lahko vse res, potem nič res, potem tudi nič ni bolj ali manj res, človek potrebuje nek kriterij, resnica je lahko ena. Če je več resnic, je tudi več pravic. To je skupaj. Nekaj je res, pa nekaj je prav. Ali je prav, ali pa ni prav. Ali je pošteno, ali ni pošteno. Ne bo biti na pol pošteno. Se pravi, je prav, ni prav, je res, ni res. Če bi bilo več pravic,
potem tudi sodišča ne bi bila potrebna, ker ima tako vse svoje pravice. In če ima vsak svojo pravico, kaj potem preostane? Zakon džungle. Potem pa zmaga tisti, ki je močnejši. Ne pa tisti, ki ima bolj prav. Naše države obstajajo samo zato, da ne vlada zakon džungle, ker ima vsakdo po svoje prav, lev ima po svoje prav, gazela ima po svoje prav in seveda zmagal bo tisti, ki bo ali bo gazela hitrejša, ali pa lev, jo pa bo pojedel. Nasilju se lahko izognemo samo tako, da pristajamo na to, da je ena pravica in da je ena resnica. Če to ni, prevlada nasilje. Človek ima samo dve možnosti. Ali se ravna po tistem, kar je res in kar je prav, ali pa po tem, kdo je močnejši. Tretje možnosti ni. In vse naše države in vse naše civilizirane oblike obstajajo samo zato, da zmaga tisti, ki ima prav, in tisto, kar je res, in ne tisto, kar je močnejši. Močnejši ne samo fizično, lahko tudi z ekonomskim vplivom, lahko z spretnostjo, samo torej. Se pravi, da je lahko to zelo pogubno sprejeti, rekel, samo uničujoče, misliti in sprejeti, da je lahko več resnic, da je lahko več pravic, ker potem pravice ni, potem resnice ni, potem preostane samo nasilje. Potem zavlada zakon džungle. Žal se velikokrat kljub temu tako dogaja. Potem tudi bi bila sodišča nepotrebna, potem bi bili vsi inštituti za raziskavo ne vem česa nepotrebni, če ima vsak po svoje prav in če ima lahko vsak po svoje, če vsaka stvar po svoje resnično. Je pa res nekaj drugega. To pa je res, da je naše spoznavanje največkrat nepopolno, da so lahko tudi različne poti, da ljudje vidijo, jaz vidim en vidik, ti vidiš drug vidik, da se lahko med seboj dopolnjujemo, to je res, ampak to so potem dopolnjevanja, to ne pomeni, da je več resnic, ampak da so pač zorne koti iste resnice lahko različni in da je treba to med seboj z dialogom dopolnjevati, izpopolnjevati in na ta način iti naprej. Ampak če gremo naprej, se pravi, da gremo proti boljemu, globljemu, bolj resničnemu spoznanju. V zgodovini sta se glede tega pojavili dve skrajnosti. Ko gre za odnos med razumom in vero. Ti dve skrajnosti se imenujeta s tujkami fideizem in pa racionalizem. Mimo glede, a me lahko sledite, a je prehudo, pretežko, bo šlo? Boste kaj zaspali vmes? Boste? To sta dve skrajnosti in krščanska vera, predvsem katoliška vera, skuša se tema dvema skrajnostima izogniti. Fideizem bi lahko rekli po slovensko lahkovernost. Fides pomeni vero, ne? Fideizem je pač stališče, da vera ne potrebuje razuma, da pač lahko verujemo, ne da bi morali kaj razumeti in se kaj spraševati, ali je to res ali ni res. Včasih v nekaterih krogih, v današnjem okolju, tudi v cerkvi, se taka fideistična stališča, ki pojavljajo, oziroma neko nezaupanje v razum. Pa če je dolgočasno, zakaj bi se to tam
tako kot tukaj nocoj, ne? Zakaj bi si glavo belili, kaj je res, pa kaj ne res. Boljše nekaj lepega zapeti, pa se lepo umeti, pa kaj šlo. To je fideizem, ne? Ni treba nič razumsko razmišljati in dokazovati, pač verujem, ker me tako paše, ker me tako ustreza, ker je tako prijetno, ker čutim, da je tako prav, ne? Se sklicujemo na sentiment, se pravi na čust. Tega imamo, zdaj nimam časa, da bi vam razlagal. To so bili tudi veliki filozofi, ki za to zagovarjali, kar Štajnmacher. Da je pač vera samo čustvo. Čeprav tudi ni tako čisto brez razumskega temelja. Ali pa recimo tradicionalizem. Moji starši so bili verni, tudi jaz bom. To je lahko sicer zelo spoštljiv odnos do staršev, ampak to me, če so bili moji starši verni in so me vere vzgojili, to me ne odvezuje od dolžnosti in pravice, da se vprašam, pa so moji starši imeli prav, ko so verovali, a ne. A sem jaz dolžan jim v tej točki slediti ali ne. Se pravi, jaz moram vendarle tudi sam zase, kot sem razumno bitje, si odgovoriti na to vprašanje, ali je verovati razumno ali ne. Druga skrajnost je pa racionalizem. Tako kako fideizem, lahkovernost, zavrača razum, tako pa potem z druge skrajnosti racionalizem, beseda racio pomeni razum, ne? Pa postavlja razum za edino merilo vsega. Tistega, česar ne razumem, tistega ni. Pa tiste, česar ne morem razumeti, tistega ni. To je pa racionalistična druga skrajnost. Verujem samo tisto, kar lahko razumem, podobno kot v matematiki. Razum je nad vsem, česar ne morem razumeti, ali pa ne morem še razumeti, tega čisto preprosto ni in ne more biti. Moj razum je boki batin. Se pravi, samo to pa nič drugega. To je pa druga skrajnost. No in med tema dvema skrajnostima se nahaja prava, neko krščanska in še posebej katoliško stališče. Zakaj pravim katoliško? Z vsem spoštovanjem do bratov protestantov so protestanti zanemarjali, pa nekako ves čas bili dosti rezervirani do človeškega razuma, ker so rekli, človeški razum je zaradi greha tako pokvarjen, da človek sploh ni mogoče kaj pametnega spoznati. To, kar človek misli o Bogu, to je ni samo nepopolno, ampak je za nič, je škodljivo, zato je treba samo verovati, brati Sveto pismo in verovati in dati mir. Pa nič veliko razmišljati. No, malo pretiravam, tako da lažje razumete, ampak to je bil dolga stoletja, kar precejšen, bi lahko rekel, kamen spotike med katoličani in protestanti, zato tudi protestanti navadno na svojih teoloških fakultetah ne poučujejo veliko filozofije. V čem so slabosti fideizma? Se pravi, tiste lahkovernosti. Najprej, Bog je človeka obdaril z razumom. Se pravi, imam en dar, ki je talent. In mi moramo ta talent pomnožiti. Mi ga nimamo pravice zakopati. Tudi razum, pamet je velik dar. Ni sicer edini, ni najvišji, ljubezen je še večja, ampak brez razuma ne gre. Človek ima pravico za to tudi do razumevanja in ko se nekaj odločam za nekaj, in za Boga se je treba odločiti, za vero za Jezusa se je treba odločiti, moram vedeti, zakaj se odločam, katera stvar je to, zakaj sploh gre, in neko razumevanje, in tudi kakšni so razlogi za to, da bi se odločil. Ne samo zato, ker me pač trenutno se mi zdi fajn, ker se pač ljudje to moče ne bo zdelo več.
če pa hočem nekaj trajnega, da bom lahko zvest, da bom lahko vztrajal, da bo to držalo tudi čez 1 leto, čez 10 let, pa drži samo tisto, kar je res. Se pravi, to je stvar človekovega dostojanstva. To je stvar človekovega dostojanstva, da se ima pravico odločiti za tisto, za kar se lahko svobodno odločim, svobodno se pa odloči takrat, kadar to razume in vidi, da je to pametno, razumno. Takrat to doživlja kot svojo odločitev, ki mora torej biti utemeljena, da nas nišče, če pa tega ni, sta pa 2 možnosti, ali da nas nekdo prisili, ali pa da nas nekdo okrog prinese. Ena in druga stvar je v nasprotju s človekovim dostojanstvom. Bog je samo eden, tisti, ki nas je ustvaril in tisti, ki nas je odrešil. Tisti, ki nas je ustvaril, nam je dal razum. Tisti, ki nas je odrešil, se nam je razodel. Se nam je razodel, se pravi, se nam je razkril, nam je nekaj povedal o sebi. Ampak to je eden in isti Bog. In tisti, ki nam je dal pamet, je tudi tisti, ki nam je povedal o sebi v Svetem pismu, in zato med enim in drugim ne more biti nasprotja. To je bil eden izmed glavnih razlogov ali pa argumentov, zakaj ne moremo v imenu razodetja popolnoma zavreči človeške pameti, razuma. Čeprav je v Svetem pismu marsikaj, kar gre dlje kot to, kar lahko človek razume. Mislite samo recimo na sklenost Svete Trojice. O tem ne bi človeku, se ne more nikoli sanjati, da bi kaj takega lahko bilo. Ali pa recimo, da bi Božji sin postal človek, ki dal svoje življenje za nas. Tega ne bo noben človek pogruntal, da bi se samo od sebe to izmislil, svojo ostroumnost. To presega človeški razum, to nam je sporočeno. Torej, je gotovo v razodetju marsikaj, kar bi človek nikoli ne pogruntal, nikoli na to prišel, po domače rečeno. Ampak to pa ne pomeni, da to ni smiselno, da to ni pametno. Potem, ko to zvemo, pa se nam zdi, se to pa drži, se to pa pije voda, bi rekli danes. To je pa tisti razumska plat, ki človeku omogoča, da doživlja svojo vero kot razumno. Vera ni, kot sem že rekel večkrat, ni razumska, v tem smislu, da bi si sami izmislili, je pa razumna. Razumska je matematika, je poštevanka, to je razumsko. To pa človek sam si izmisli, mislim, samo ugotovi. V veri so marsikatere stvari, ki sami jih ne ugotovimo, jih sami ne bi nikoli pogruntali. Ampak ko pa enkrat zvemo, pa razmišljamo, pa vidimo, da se to pa ni umno. Še celo, ne samo da ni umno, tako pametno, da sami ne bi nikoli tega pogruntali. To meni razumnost vera. Vera je razumna, ni razumska, je pa razumna. Greh je sicer, kot pravijo protestanti, greh je sicer prizadel naše sposobnosti spoznavanja, to je res, ker človek sebičnež, ko spoznava, vedno rad spozna ali pa prizna tisto, kar mu paše. Ker naša volja pogosto vpliva na našo razumsko presojo. Ker hočem videti, ker vidim tisto, kar hočem videti. Spoznam tisto, kar želim spoznati. In če neke stvari ne želim spoznati, nočem spoznati. In če nočem spoznati, bom privlekel na plan vse tiste razloge, ki bodo proti, kot pravi tisti pregovor, veste kateri? V sili je vsak izgovor dobro, tudi če ga pesna lepo prinese. Ste že da slišali za to, Zdaj, če človek neko stvar noče priznati, ker mu ne paše, ker mu ne gre v račun, pa je res, ampak mu ne gre v račun, si bo skozi zmišljeval neke izgovore, čeprav niso prepričljivi, ampak bo prav pride, ker boljš jih nima. Se pravi, volja, in če je volja pokvarjena, in z grehom je pokvarjena, lahko zavaja človeški razum. In s tem greh pokvari človeški razum,
vendar pa zopet ni tako daleč, da ne bi bilo mogoče, vendarle, če pa nekdo hoče in se potrudi, pa tudi če se dostikrat lahko nekdo upira, pa noče spoznati, na koncu ga pa resnica vendarle prisili, se pravi razum ga prisili, da mora reči, ja, se mi ni všeč, ampak ima prav, je res, bo nikaj, čeprav mi ne gre račun, ampak je prav, tako je. Se pravi, proti svoji volji, proti naši pokvarjeni volji, dostikrat nas naš razum je sposoben prisiliti k priznanju tistega, česar, kar ne bi rad. Se pravi, greh je res prizadel naše sposobnosti spoznavanja, ni jih pa uničil. Se že ura. Malo se približuje se vaše odrešanje. Tretji razlog, četrti, pa je zanašanje na čustva je nezanesljivo in nevarno. Danes veliko govorimo o fundamentalizmu. In kakšnih takih skrajnosti v veri, zelo veliko škodljivih skrajnosti je bilo tudi v krščanski veri, v krščanski zgodovini in je še danes čustvene skrajnosti, recimo pri muslimanih, vse te stvari, ki se danes dogajajo. Islam ni nikoli sprejel filozofije. So bili sicer zelo pomembni arabski filozofi srednjega veka, ampak so bili skoraj vsi skregani s svojo versko oblastjo. Averroes, Avicena in podobno. Celo so bili preganjeni. Se pravi, razum, samo razum lahko človeka obvaruje pred skrajnostmi, v katerega lahko človeka poženejo čustva. Zato je tako pomembno, da ima razum svoje mesto v verskem življenju, v tem pa v teologiji, skratka v vsem tem, kar v veri počnemo. In končno, res je, v zgodovini so bile tudi napetosti med vero in znanostjo, recimo, med vero in razumom, pomislimo samo na razpiti primer Galileja Galileja. Se pravi, včasih je prišlo do konfliktov. Ampak ti konflikti so bili produktivni. Ker če pride do konflikta, vse spor v življenju ni najhujša stvar. Važno je, kako spor ti rešiš. Kako se tega spora lotiš. Ali nek konflikt, nek spor lahko pomaga enemu in drugemu, da prideta do bolj pametnega stališča in v tem primeru je za enega in za drugega lahko konflikt, kot rečemo, produktiven. In to, da se krščanstvo ni nikoli odreklo razumu in vedno skuša, recimo v novejšem času, poiskati odgovore, ki mu zastavlja razum, na vprašanja, ki jih zastavlja razum, je gonilna sila našega razmišljanja, svojo vero bolje poznamo. Se pravi, tisto, ko sploh ni nobenih problemov, ko ni nobenih konfliktov, ko vse gladko teče, to ni vedno zelo, kot rečemo, produktivno ali koristno, ker to ne spodbuja iskanje, ne spodbuja premagovanja nekih nasproti, premagovanja nekih, skratka, ne žene naprej, ne poganja naprej. In zato so tudi ti konflikti med vero in razumom, ki so bili v zgodovini, dejansko pomagali veri, da je bolje samo sebe spoznala in tudi razumu filozofiji, da ni šla v skrajnosti in da ni sama postala ideologija. Torej, slabosti fideizma, ki omalovažuje vlogo razuma ali ga sploh zavrača, so torej te. Predvsem se mi zdi pomemben to, kar sem rekel tukaj. To zanašanje na čustvo je nezanesljivo in nevarno.
različni fundamentalizmi, tudi v krščanskih vrstah se pojavljajo, so lahko včasih zelo škodljivi za samo versko življenje. Katere so pa slabosti druge skrajnosti? Racionalizem. Človekov razum ni vseobsegajoč. Rekel sem, človekov razum je prilagojen znanju okolikosti. Hočem reči, kaj? Matematika nam gre najbolje od rok. Matematika je nekako najbolj prilagojena našemu razumu. Pravzaprav lahko rečemo takole, naš razum je tako kakor orodje. In vi imate orodja za različna področja. Verjetno ne boste kruha rezali sekiro, pa ne boste okopavali z žlico, z motiko. Vsako področje ima neke svoje sebe prilagojeno orodje. In razum je orodje za določeno področje. In samo za določeno področje. Mislim, da eno področje mu zelo gre dobro od rok, na drugih področjih pa seveda tudi, ampak ni tako prilagojen. Se pravi, razum je zelo dobro prilagojen tistemu, kar se da seštevati, kar se da meriti, kar je stabilno. To je ravno znanost, materialnost. Že ko gre za ocenjevanje, kaj je lepo, kaj ni lepo, kaj je dobro, kaj ni dobro, tam že se težko sporazumemo. Se pravi, razum na nekaterih drugih področjih težko funkcionira, oziroma se drugega nimamo kot razum, ne? Kaj pa čemo? Ampak ni pa za vsa področja enako pripravljen, bi lahko rekli. Recimo, za neposredno spoznanje Boga je najboljše spoznanje Boga, samo žal ga pač nimamo, razen redkih izbrancev, mistično doživetje. Kdor je enkrat to doživel, tisti je 100%, da Bog je. To pa ni razumsko, to pa je nadrazumsko. Ampak dobro, to se pravi, razum ima tudi svoje meje, kar ni nič katastrofalnega, ampak tako je. Drugič, človeška grešnost vpliva tudi na razum, sem že prej omenil. Se pravi, razum ni absolutno zanesljiv, posebno takrat, ko gre za taka vprašanja, kjer je posredi lahko moja sebičnost. In ta se lahko prikrade vedno. Če bi jaz recimo 10 ljudem, vsakemu dolžan po 2 milijona, potem bi bilo zelo fajn, da bi bilo 2x10, 15, ne pa 20. Ker bi potem bil dolžan samo 15 milijonov. Pa žal je 20, 2x10 je 20 in ne bi nikaj, ne? Tako je. Se pravi, spoznanje resnice nam ne gre vedno v račun. Ampak tako je. Ampak tam, ker dobro pri matematiki ni problem, ko gre pa za druga področja, ker pa nista tako jasna kot recimo matematike, takrat se pa sebičnost veliko lažje prikrade in skvari naš pogled, naše razumevanje. Se pravi, človeška grešnost vpliva tudi na razum. Človeška sebičnost. Potem to, kar je Hume, to je bil en angliški filozof, začetnik empirizma, ki je rekel, da je razum suženj strasti. Da razum sploh ne more pravzaprav nič neodvisno, samostojno delovati, ampak da deluje pod vplivom strasti. Se pravi, da nam naše razpoloženja, naše strasti narekujejo, kaj je res in kaj ne res. To sicer ni čisto res, to, kar Hume pravi, ampak do neke mere pa dostikrat je. Potem ideologije, ki so se dostikrat odevale v razumnost.
kaj so različne ideologije, ki so se sklicevale na razum, se ponašale svojo znanstvenostjo in svojim razumom, mislimo samo na marksizem, koliko nesreče so povzročile ljudem. Človek, človekov volk, velikokrat. Se pravi, razum sam tudi ni, sam sebi prepuščen, ni vedno popolnoma zanesljiv. Pascal, ki je bil en gospod iz 18. stoletja v Franciji, to pa ravno čas, ko je nastajalo pač ta problem, ko se nazadnjič razsvetljenstvo in pa potem po razsvetljenstvu, ko je nastajala sodobna sekularizacija, veliko o tem razmišljal, poudarja, ne, človek neskončno presega človeka. Človek je več, kakor je sposoben svojim razumom razumeti in obvladati. Potem ravno tako pravi, srce ima razloge, ki jih razum ne pozna. Zamte recimo ljubezen, žrtvovanje za svojega bližnjega. To se enostavno razumsko odpuščanje. Odpuščanja vi ne morete z razumom do konca utemeljiti. Ja, da je koristno, da če se pač drugemu maščujemo, se lahko, potem se na koncu lahko do konca uničimo, tako naprej se izčrpamo v maščevanju in proti maščevanju in tako naprej. To je vse res, ampak zakaj bi pa res moral odpustiti vlavi srca? To se enostavno po čisti logiki, čistim razumom ne da utemeljiti. Da se utemeljiti zob za zob in glavo za glavo, se pravi trgovanja, to ti meni je sebi, da pa jaz to presežem, tega pa čisto razumsko ni mogoče utemeljiti. Se pravi, srce ima včasih razloge, ki jih razum ne pozna. Čeprav čutimo, da tako pravi. Da je bilo tako prav, ampak zakaj je pa tako moralo biti, zakaj ni bolj prav zob za zob in glavo za glavo, toliko, ti meni toliko, jaz tebe toliko. To je logično, to je razumno. In pa Pascal ima eno zelo dobro misel, koliko pa kaj ura. A še boste zdržali še 5 minut? Da gremo do konca tega diapozitiva, bomo vas pa rešili za letos. Pascal razlikuje, in to se mi zdi zelo lepa misel, ki se jo splača se od njej pomoditi, 3 ravni stvarnosti ali pa red telesne velikosti, red misli, pa red ljubezni. Pravi, red telesne velikosti, to je pač, to so te velike dimenzije, ki jih vsi doživljamo, gorovje, vesolje, oceani, velike stavbe, ko se te kar v glave zvrti, človek je na celem tem nadušen. In to, vzemo, če gremo v gore, gledaš tiste grozne sklade, ali pa v prostrano morje, padeš dol. To je res red telesne veličine, v strahotne dimenzije, to človeku imponira. To človeka navduši ali pa preseneča, je ponosen, je občudujen. Ampak kaj to res ne več? Ne. Pravi, še nekaj večjega je red misli. Zakaj? Zato, ker jaz lahko vse to razumem. Jaz svojo mislijo vse te grozna vesoljstva, ki si niti predstavljati ne morem, jih vendar lahko mislim. Se pravi, s tem obvladam. Misel je več, kakor sam svet, zato, ker lahko z mislijo sveta razumem, če nekaj razumem, obvladam, si prisvojim, lahko v tisto posegam. Ko jaz enkrat razumem, kako ura deluje, potem lahko po njej šalim. Bolje manj uspešno, ne? Šalim po njej. Ker razumem, kako deluje. Dokler ne razumem, je za mene pač skrivnost. Se pravi, razumevanje mi daje moč, mi daje oblast. Me torej dviga nad tisto. Razumevanje, misel je več, kakor pa
strahotne velike razsežnosti, ali pa zelo velike majhnosti, ki so prav tako presenetljive. Ampak pravi, tudi to ni največ. Največ je pa red ljubezni. Se pravi, nesebičnost je žrtvovanja, tega pa tudi misel sama ne razume. Dejansko Božja ljubezen, kako se nam je razodela v Jezusu Kristusu, kot pravi apostol Pavel vedno poudarja, to se zdi poganom nespamet, Judom pohujšanje, za nas je pa to najvišja modrost. Ampak modrost, ki se mi ljudje ne bi nikoli sami izmislili, ki pa presega tudi misel. Ljubezen pa je več, kako pravi, to je pa tisto, kar je nadnaravno. To je pa tisto, kar presega človeški razum, se pravi, česar tudi razum pa naj še toliko na njega damo, ne more sam od sebe pogruntati ali pa si izmisliti ali pa to vzpostaviti. In končno, zadnja misel, razumno je, da ni vse razumno. Pardon, razumno je, da ni vse razumsko, ali pa zgolj razumsko. Razum ima to veliko sposobnost, da lahko vidi tudi svoje meje. Razum vidi čez sebe. In tem je pravzaprav največja odličnost razuma. Ne tisto, kar zmore, ampak to, da vidi, da je nekaj več, kako on sam zmore. In to imamo recimo tako kot Mojzes v Svetem pismu na gori nebo. Oddaleč vidi obljubljeno deželo, v katero sam ne more vstopiti. Sam ni vstopil, videl je pa oddaleč. In tako je razum. Človeški razum vidi, da to, kar on obvladuje, ni vse, ampak tisto, kar pa je čez njega, sam pa tja ne more. In to je najvišje spoznanje, ki ga je rekel Sokrat. Vse veste, da je bil Sokrat, to je bil prvi veliki grški filozof, od katerega nimamo dejansko nič zapisanega, ker je njegov učenec Platon pisal o njem, do tisti, ki so ga potem ubili, oziroma ga ukazali, da se mora ubiti. Sokrat je pač med drugim rekel, samo eno vem, da nič ne vem. In to je najvišje spoznanje, ko prideš na konec samega sebe in vidiš mejo, svojo lastno mejo. Da eno vem, da nič ne vem. Ali pa kot pravi Paskal, ki sem ga prej navajal, zadnji korak razuma je v tem, da prizna, da obstaja neskončno stvari, ki ga presegajo, slab je, če ne pride do tega. Nič ni tako primerno razumu, kako to lastno zanikanje, se pravi, dezavre pomenja zanikanje. Ali pa Shakespeare v Hamletu, med nebom in zemljo obstaja veliko več stvari, kot nas uči filozofija. Ali pa Einstein, najbolj nerazumljiva stvar na svetu je, da je svet sploh razumljiv. Kako to, da jaz imam pamet, logiko in potem napravim in formuliram neke zakone in narava potem deluje. Zakon prostega pada, jaz lahko to izrazim v matematični formuli, se pravi razumsko. Zunanja narava, ki ni razumska, se obnaša razumsko. In lahko z razumom, ki je naš, ki ga narava nima, pa se vendar obnaša po neki logiki, po neki razumnosti. In to je skrivnost, pravi Einstein, najbolj nerazumljiva stvar na svetu je, da je svet sploh razumljiv. To ni samo po sebi razumljivo, da je razumljivo. Se pravi, razum ni zadnja beseda. Je izjemno pomemben, je nenadomestljiv, ni pa absoluten. Je nenadomestljiv, ne poudarjam,
vendar pa ni zadnja beseda. Ne objamem vsega. Brez njega ni mogoče, samo z njim pa tudi ni mogoče. Samo z njim ni mogoče, brez njega pa tudi ni mogoče. In to je tisto, kar je vloga razuma v veri, zato je razum, razumevanje, teologija, filozofija, razumevanje nepogrešljivo, nujno potrebno, ni pa seveda edino. In sploh ne zadnji. Mislim, da imamo dosti danes, ne? Hvala za pozornost.